Dober dan, moje ime je Peter Svetina. Večkrat me sprašujejo, a sem pisatelj, a sem pesnik, pa mislim, da sem zlasti opazovalec pa poslušalec. Recimo, predstavil bi ali pa govoril bi, povedal bi o dveh zgodbah, ki sta v knjigah. Ena se imenuje Kako je Feliks tekmoval s kolesom, druga je o tem istem Feliksu, kako ga je doletela sreča v nesreči. Delam na univerzi v Celovcu in pred to univerzo se je velikokrat ustavljal en gospod z dolgimi lasmi, s tako dolgo brado, oblečen v kombinezon, strašno zanimiv je bil, velikokrat sem ga opazoval, sem ga poslušal. In ker je v Celovcu okrog jezera in potem po Koroški naprej vsako leto tudi Ironman, katerega del je tudi kolesarsko tekmovanje, sem si predstavljal, kaj bi bilo, če bi ta človek vozil kolo, in sem ga postavil v kolesarsko tekmo. Na univerzi imam pa tudi kolegico, oziroma sem jo imel, zelo zanimivo, visoko, suho, ki kadi take zelo dolge, tenke cigarete. In potem sem si mislil, kako bi tudi ona lahko prišla v zgodbo. Pa sem nekoč videl v Celovcu, kako je nek možakar zavil s kolesom, skoraj povozil eno gospo, se je na hitro ustavil, skoraj padel s kolesa in ji dal lepo prednost. No in to je bila potem pobuda za drugo zgodbo. Kako je zdaj ta gospod Feliks telebno s kolesom, kako se je fino potolkel in kako ga je ta druga gospa, ki je bila njegova sošolka, hodila obiskovati v bolnico in kaj se je potem zgodilo s tem polomljenim kolesom. Tako sta nastali ti dve zgodbi. Zdaj, sprašujejo me tudi velikokrat, kako potem nastane zgodba. Zgodba nastane tako, da tiste stvari, ki jih opaziš ali pa ki jih slišiš, pomešaš z domišljijo in napišeš. Če bi kdo od vas rad pisal ali pa če kdo piše, mu predlagam, da najprej veliko bere, zato ker tam ima potem eno predlogo, kako drugi govorijo o stvareh, in potem pa opazuje, posluša in sam poskuša napisati zgodbo o stvareh, ki jih je videl in slišal in ki jim bo dodal domišljijo. Potem bojo pa mogoče kdaj koga od vas posedli v društvu pisateljev na tale stol in ga bo en zelo prijazen, bradat gospod snemal tako kot danes mene.